Z volilnim molkom se zaključi volilna kampanja. V enem izmed zakonov piše, da se kampanja lahko začne 30 dni pred dnem glasovanja. Takrat lahko vsi, ki so se vključili v volilno kampanjo, začnejo nagovarjati volivce. To pomeni, da jih poskušajo prepričati, naj glasujejo tako, kot oni menijo, da je prav. Prepričujejo na različne načine, na zborovanjih, z nagovori, javnimi nastopi, prek plakatov, oglasov, SMS-ov na družabnih omrežjih in podobno. A to lahko počnejo le do petka do polnoči, ko se začne tako imenovani volilni molk. V soboto in nedeljo vse do zaprtja volišč volivcev ne sme nagovarjati nihče. Tako so se vodilni v naši državi odločili za to, da lahko vsak posameznik v miru razmisli o svoji odločitvi. Če kdo krši volilni molk in ga drugi prijavi na Ministrstvo za notranje zadeve, lahko kršitelja kaznujejo z globo in ta ni majhna. Odšteti bo moral od 150 do 3000 evrov kazni. Slovenija pa ni edina država v Evropi, ki pozna volilni molk, le čas trajanja se razlikuje. Na Češkem, na primer, volilni molk nastopi 3 dni pred zaprtjem volišč, na Hrvaškem pa velja le na dan volitev. Velika Britanija pa je, na primer, država, kjer volilnega molka nimajo.